Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Pozdravljeni, dragi poslušalci, na novi epizodi Alumni Connect podcasta. Danes je z nami magistra Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKV banke. Gospa Stojčevska, zelo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, gospa Stojčevska, kakšni so vaši spomini na ekonomsko fakulteto? Ja, moji spomini so zelo lepi. Spomnim se celo že prvega dneva, ko sem vstopila na prag te fakultete. Bilo nas je ogromno. Spomnim se tega, ko smo prišli v ta veliko dvorano, to je bilo polno. Rabil si priti celo pol ure prej, da si lahko našel prostor. Jaz sem bila sicer takšna, da sem vedno sedela med prvimi 3 vrstami, zaradi tega, ker nisem videla na daleč, ne. In so vsi mislili, da se grebem, ne. Ampak dejstvo je bilo, da sem pač redno hodila na predavanja in seveda sem bila tudi vedno v 1., 2., 3. vrsti, zato da sem slišala in da sem celo videla na tablo, ne. Tako da bilo je veliko, bi rekla, tudi zabave. Predvsem pa sem jaz se resno lotila tega študija, no, moram priznati, da sem bila zelo pridna, da sem hodila dejansko skozi na predavanja, na vaje, da so bili moji zapiski eni najbolj uporabnih, bi rekla, ne, da so kolegi si jih kar izposojali, ker seveda, ko pa je prišel čas za izpit, kolokvij, so ti zapiski prišli prav. Absolutno. Saj to je v bistvu kot oseba tudi z očali, ne? Lahko rečem, da je to super izgovor, da se lahko usedeš malo bolj naprej, ko tudi ti bolje poslušaš, če si v prvih 3 vrstah. In zdaj, kdo bi pa rekli, da je bil vaš najljubši profesor in v katerem predmetu ste najbolj uživali? Najbolj sem uživala v poslovnih financah profesorja Mramorja in denar in finance profesorja Ravnikarja. Morda je še dobro vprašanje, katero usmeritev ste torej izbrali? Takrat sem izbrala poslovne finance. To je bilo področje. In zakaj ravno denar in finance in poslovne finance? Vas je to že odprej veselilo ali vas je samo zagrabilo na faksu? Mislim, da me je že odprej nekako veselilo. Hodila sem tudi na ekonomsko srednjo šolo. Hkrati pa sem bila štipendistka Ljubljanske banke v srednji šoli in sem seveda v času počitnic opravljala prakso pri njih. In to je bilo mogoče nek začetek moje kariere v bančništvu. Torej v bistvu se že skozi noter, od ranih najstniških let v bančništvu. Ja, dejansko je bilo tako. Srednje šole je bilo pač, glede na to, da si bil štipendist, si moral opraviti tudi potem prakso v času poletnih počitnic, 2 ali 3 tedne. Tako da sem jaz vse te stvari oddelala, tako kot je bilo pač v pogodbi zapisano, a ne. In na ta način dejansko stopila v svet bančništva. Torej, v bistvu je moje vprašanje, ki bo naslednje odlično, glede na osnovo, ki smo jo postavili. Torej, ste odprej vedeli, da želite delati v bančništvu, ker ste takoj po diplomi ste stopili v svet bančništva še zares, a ne? Mislim, da to, kot sem pač rekla, ne, vedela sem, da me to zanima, a ne. Seveda, ko začneš hoditi na ekonomsko fakulteto, so opcije za službo ali v specializacijo seveda širše kot samo bančništvo, a ne. Možno je seveda opravljati poklica tudi v kakršnemkoli podjetju s področja financ, prodaje, ampak mene je zanesla pot v bančništvo. In zakaj ravno bančništvo? In zakaj ne prodaja? Ali pa računovodstvo? Konec koncev je v bančništvu tudi del prodaje, tudi računovodstva. Tako da bančništvo je zelo podobno kot vsako podjetje, ne. Ima vse svoje funkcije vezano na prodajo, nabavo, seveda finance, rizike, v glavnem vsa področja, ki jih vidimo tudi v drugih podjetjih. Veselilo me je predvsem to, da v bančništvu je neka širina, spoznaš delo tako podjetij, spoznaš potrebe občanov, hkrati pa lahko razvijaš svoje znanje na različnih področjih. Zdaj,
Začeli ste kariero kot skrbnica malih in srednjih podjetij. Kaj bi rekli, da ste se na tej poziciji, vam je bilo zanimivo, kaj ste se tukaj naučili? Kakšne izkušnje vam je bilo to kot začetek vaše kariere v SKB-ju? Ja. Začela sem kot skrbnica malih in srednjih podjetij, tako kot si povedala. Zanimivo je bilo predvsem ta izkušnja, ko opravljaš delo z strankami. Se pravi, tukaj moraš razumeti poslovne modele strank, razumeti finančno analizo njihovih bilanc oziroma je tudi znati narediti. Kljub temu, da imamo druge službe, ki so za to zadolžene, ampak ko se ti pogovarjaš s stranko, moraš znati stvari prebrati, razumeti, z namenom, da tudi postaviš pravilna vprašanja. Tukaj je predvsem pomemben ta odnos s stranko, kjer posel delamo ljudje. Se pravi, tam, kjer smo ljudje, je pa ključni odnos in seveda tudi zaupanje. Se pravi, za vsak posel, ki ga delamo, je ključno spoštovanje enega partnerja in seveda tudi potem, da to, kar delaš, seveda delaš tudi s srcem. Ja, ravno to, kar ste povedali, ker v kratkem opisu za Šport 2023 ste dejali, da je vaš ponos služiti strankam, podpirati gospodarstvo in okolje in da ste globoko predani več kot 200.000 individualnim, profesionalnim in pravnim strankam banke, ker je vaše poslanstvo graditi zaupanje in zadovoljstvo strank ter uresničevanje njihovih projektov. Bi rekli, da je to nekaj, kar ste videli pomen že takrat, ko ste začeli, ali je to nekaj, kar ste se naučili v vaših letih delovanja v banki? Verjetno sem se veliko stvari naučila. Ja, drži, sigurno. Ko zaključiš fakulteto in ko stopiš v poslovni svet, seveda se ti odpre neka druga izkušnja, neka druga perspektiva. Seveda zato je potrebno nekaj kilometrine. Tako da ja, zdaj že glede na to, da že stopam v 29. leto dela v bančništvu, se je tega kar nekaj nabralo. Ste pa le nekaj let po začetku vaše kariere v SKB že prevzeli vodilno vlogo in vodili na to oddelek teh majhnih in srednjih podjetij. Kakšna je bila pa takrat vaša izkušnja z vodenjem, glede na to, da ste tako hitro prišli na vodstveno pozicijo? Vam je bilo, ne vem, zastrašujoče, intimidating, bi lahko rekli v angleščini? Vsekakor, ko prevzameš vodilno vlogo, je to ena velika odgovornost. Bila sem izbrana med kolegi, ki smo bili nekako vrstniki in smo tudi stopali v kariero, bančno kariero skupaj, vendar sem jaz bila izbrana kot vodja. Čutila sem veliko odgovornost, hkrati je pa to bila priložnost, da pokažem, kaj lahko zmorem. Ne sama, ampak skupaj s svojim timom. Pri vodenju je tako kot pri športu ključna ekipa, ključno je delo s sodelavci, ključno je že to, kar sem prej povedala, je medsebojno zaupanje in seveda tudi medsebojno spoštovanje. V poslu je treba brzdati ego, in seveda delati na tem, da dosežemo tiste cilje, ki smo si jih zastavili skupaj. Absolutno. To je tudi zelo dobro vprašanje, kako to strateško vzpostaviti. Če ti prideš kot nova oseba v tim, kako doseči ravno takšne odnose, kot ste jih opisali? Z odprto komunikacijo. Mislim, da je odprta komunikacija, transparentnost, poslušanje mnenj drugih, spoštovanje le-teh seveda ključno. V določenih seveda situacijah je pomembno, da seveda sprejmeš tudi samo določeno odločitev. Praviloma je to takrat, ko so neke bolj nepopularne odločitve, medtem ko takrat, ko se dela na nekem projektu, ko nas je več vključenih v neko zgodbo, potem je to deljenje mnenj in iskanje rešitev, skupnih rešitev seveda lažje, če delamo skupaj. Tako da mislim, da so to ključne stvari, ki so pri tem pomembne. Vas lahko samo tako vprašam za tiste, ki ne vemo. Kaj dela oddelek majhnih in srednjih podjetij? Ta sektor je bil zadolžen dejansko za trženje
produktov malim in srednjim podjetjem. Predvsem gre za to odpiranje računov, dajanje kreditov, zbiranje depozitov, seveda svetovanje podjetjem v primeru, ko so v težavah. Te zadeve so. Dejansko gre za odnos s strankami v komercialni odnos s strankami. In kaj bi rekli, da je bil tukaj največji izziv? Ravno ko ste omenili torej dober tim, da ste se z dobrim timom lotili izzive. Kaj bi pa rekli, da je bilo tisto, kar vam je najbolj ostalo v spominu? Jaz bi rekla te odnosi s strankami, ne. Vsaka stranka je specifična, za vsako stranko se moraš posebej pripraviti. Vsaka stranka ima svoje lastne potrebe in za vsako od teh strank moraš poiskati ustrezno rešitev. Ne? Hkrati je pa tukaj pomembna ta dinamika, ne? Ko se stvari tudi zaradi okolja, v katerem delujemo, spreminjajo in je pa pač potrebno prilagajati tudi naše poslovne odločitve zahtevam, ki jih imamo tudi interno, ne? Vezano na oceno tveganosti stranke in seveda na koncu iskanja rešitev, ki so primerne tako za stranko, kot seveda z vidika banke. Kako pa doseči, da ti stranka zaupa? Predvsem z odprto komunikacijo, z fair playem, se pravi, ko iščemo rešitve, jih iščemo v dobro obeh entitet, se pravi banke in stranke, in z dejansko stalno prisotnostjo pri stranki. Zato, da veš, kaj se s stranko dogaja, da lahko stranki ponudiš v tistem trenutku, ko stranka rabi neko naložbo, finančno podporo, hkrati pa, ko stranki ne gre najbolje, predlagati tudi rešitve, kako iz tega iziti. Torej je to v bistvu tudi pristnost odnosa med prodajalcem pa med stranko. Absolutno. Absolutno. In zdaj prej ste veliko omenili ravno dober tim. Torej, kako se je vaši pogledi ravno na delovanje tima, na ohranjanje odnosov spremenilo takrat, ko ste prvič prevzeli tim in danes? Ja, ta evolucija razvoja vodenja, mojega vodenja se je seveda skozi leta spreminjala. Absolutno sem tudi v svojih prvih korakih naredila tudi kakšno napako. Hkrati pa sem vedno stremela k temu, da iščem rešitve, ki so dobre za tako moje sodelavce, banko kot celoto in seveda, da se kot tim vedno počutimo dobro, a ne. Ker mislim, da so ti odnosi, ki so ključni, pomembni tudi za ohranjanje nekako celovitosti tima in povezljivosti tima. Pomembno pri tem seveda je, da timu zaupaš, da se pogovarjaš, da iščeš rešitve na način, da so sprejemljive tako zame kot vodjo, za banko in seveda tudi za sodelavce. Je pa tako, da v timu je vedno eden, ki je vodja, je nekdo, ki mora usmerjati stvari, tudi ta vodja rabi kdaj tudi podporo. Tukaj so pa ključni potem mentorji. Jaz sem imela srečo, da sem v tej svoji karieri vedno imela pri sebi vodje, ki so me ustrezno usmerjali, me spodbujali, dajali tudi podporo, včasih tudi usmerili, malo drugače, a ne. Ne malokrat sem kakšno kritiko sprejela tudi preveč osebno, vendar potem, ko pogledaš za nazaj, ugotoviš, da so bile vse te zadeve, vse te nasveti, kritike dobrodošli in iz tega se dejansko največ naučiš. Zdaj, utrnila se mi je misel, da v bistvu ima tim res ogromen pomen, dober tim, še posebej v strukturiranem korporativnem okolju. Potem pa, ko je pa vedno treba pomisliti, da je pa dober tim ključen tudi na drugih področjih, ne samo v strukturiranem, tudi v nestrukturiranem okolju. Ker ravno tako ste rekli, odprta komunikacija, pristni odnosi, to je tisto, kar v bistvu naredi dober projekt še boljši in boljši projekt izvedljiv. Ja, absolutno, ne. Jaz vedno potegnem paralelo dobrega tima v podjetju s športom, športno ekipo.
v ekipi, športni ekipi ima vsak igralec svojo vlogo. Drži? Absolutno. Imamo seveda trenerja, a ne, coacha, vodjo, a ne, ampak tudi znotraj tima se kdaj pa kdaj izpostavi nekdo, ki je tudi vodja v smislu vzdrževanja tima, povezovanja, spodbujanja tima, a ne, vzemimo primer Luke Dončića, ne. Če se dobro spomnim, jaz sem pač igrala košarko, zato mi je vedno ta paralela vedno koristi, a ne. Se pravi, vsak ima svojo vlogo v timu, pomembne so vrednote, skupne vrednote, pravila igre, a hkrati pa pomembna zmagovalna miselnost. Absolutno. Zdaj, vodili ste tudi zelo zanimiv oddelek. Prej ste omenili, da je bila vaš prvi oddelek, torej majhna in velika podjetja, da ste imeli tudi tržni aspekt svojega delovanja. In nato ste vodili oddelek za strategijo in marketing za poslovne stranke. In zdaj me zanima, kako bi opisali trženje v banki? Ker če govorimo tako, ne, seveda je logično, da je tudi element delovanja banke trženja, ampak kaj bi vi opisali kot ključno razliko morda med trženjem v banki pa drugačnim trženjem? Pri delu s strankami je seveda bilo predvsem ta pomemben odnos stranka-banka, ali pa stranka-skrbnik. Pri trženju oziroma marketingu, pri oblikovanju strategij gre pa za predvsem ta način, kako pristopati do strank, kaj jim ponuditi, kako izboljšati naše tržne deleže, kaj lahko še naredimo, da je naša banka prepoznavna v okolju tudi na področju poslovanja z podjetji. Vsekakor so to, jaz mislim, elementi trženja, oblikovanja strategije zelo podobni v bančništvu ali pa pri nekem podjetju, a ne. Seveda moraš imeti za to znanje, zato moraš imeti ustrezno ekipo ljudi in seveda pregledovati tudi oziroma si širiti znanje z nekimi novimi pristopi, ki se razvijajo na trgu, a ne. Tako da jaz tukaj bi rekla, če to primerjam med bančništvom ali nekim drugim okoljem, da so zadeve dokaj podobne. Pa je bila menjava okolja iz majhnih in velikih podjetij in strategijo in marketing za poslovne stranke zelo velika, je bila znatna ali so se stvari prelivale druga v drugo? Mislim, da so se več ali manj prelivale, zaradi tega, ker eno je, jaz bi celo tako rekla, včasih je bolje, da najprej začneš svojo pot z morebitnimi oblikovanjem teh nekih trženjskih strategij, pristopov in potem greš v front office in vidiš, ali to, kar si recimo nekako teoretično stvari oblikoval ali pa si jih zastavil, ali stvari pijejo vodo v praksi. Jaz sem sicer šla v drugo smer, ne, da sem bila najprej v praksi in potem oblikovala strategije in pristope, vendar vse te stvari, v vsakem primeru sem imela to že izkušnjo iz prakse, da sem lahko tukaj stvari nadgradila, a ne. Ampak mislim, da je vedno ključno, da širiš ta obzorja, da nisi vedno samo na nekem področju poslovanja, ampak da širše vidiš, kako se določene stvari dogajajo v banki in kaj lahko še dodatno prispevaš k izboljšanju rezultatov banke kot celote, a ne. To morda ni najslabša stvar, da ste bili najprej v praksi in potem šli na pisanje strategije. Ne, niti ne. Ravno zato, ne, ker v bistvu ste videli, kaj se da, ste spoznali rigidnost procesa, ker tudi jaz sama pri sebi vidim v korpo okolju so procesi veliko bolj rigidni, ko si lahko misliš, in v bistvu ste s tem znanjem lažje napisali strategijo in načrt delovanja. Tako je. Tako je, se pravim, vedno pa pravim, da ljudje ne smemo obstati na enem mestu, a ne, vedno je treba tiskati širino. Jaz tudi vedno rečem nekomu, ki je morebiti kdaj zelo kritičen, vezano na neko področje dela ali pa karkoli, pa daj, ti stopi v te čevlje, pa pokaži, kaj znaš. Absolutno, ja. Zdaj, samo tako vas vprašam, koliko so vam bili pa všeč ravno ti predmeti na fakulteti? Trženje in marketing? Tako.
Tudi, ampak raj sem bila v financah, moram priznati. Računovodstvo, finance, poslovne finance, to so meni vedno ležali predmeti in nekako so mi bili, tako bi rekla, bolj konkretni, bolj oprijemljivi. Številke so odzadje, tako. Absolutno, vem točno, o čem govorite. Ampak, a je pa pomembno tudi študentje finančnih smeri, danes torej lahko rečem bolj teh ekonomskih smeri, da tudi obvladajo trženje pa marketing? Absolutno. Seveda, te širine znanj, poznavanja večjih področij, to so samo koristne stvari. In tudi, ko enkrat prestopiš prag te inštitucije, to ne pomeni, da imaš znanje vsega sveta, vseskozi moraš svoje znanje dopolnjevati. In če smo takrat, ko sem jaz začela bančništvo delati, govorili o komercialistih, profilih tveganj, finančnikih in tako naprej, marketingaših, zdaj govorimo o nekih dodatnih poklicih, nekih novih kompetencah, ki jih te osebe morajo imeti, in to se lahko samo razvija v primeru, če tudi sam dodatno investiraš v svoje znanje. Če nič drugega, potem tudi za lažjo komunikacijo z sodelavci iz različnih oddelkov, kjerkoli se bo pač oseba znašla. Tako je. Ker je lažje komunicirati, če imaš tudi malo arsenal tega. Razumeti moraš, seveda se ne pričakuje, da moraš ti vse znati, ker je to nemogoče, ampak je pa smiselno v timih, kjer so interdisciplinarni timi, da poslušaš in slišiš, kaj ti tudi kolegi povedo, da poskušaš tudi razumeti in da potem lažje z njimi oblikuješ rešitev. Absolutno. Zdaj, leta 2021 ste prejeli nagrado Artemida Združenja Manager, ki jo podeljuje posameznicam, ki ste prebile stekleni stop in ste prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v gospodarski ali pomembni negospodarski družbi. Kako vam je bilo prejeti to nagrado? Moje prvo vprašanje. Bila sem zelo počaščena, zato ker so me za to nagrado dejansko nominirale moje sodelavke. Hkrati je pa zame to tudi neke vrste odgovornost, ker s tem, ko dobiš nagrado, dejansko si izpostavljen, še toliko bolj. Pričakuje se, da pač tudi vnaprej deluješ skladno z vsemi vrednotami, z vsemi, bi rekla, ambicijami, ki si jih imel tudi do sedaj. Tako da jaz te stvari jemljem zelo odgovorno. Veliko se govori o prebijanju steklenega stropa. Kaj to pomeni za vas? To pomeni, da ko dosežeš vrh, še ne pomeni, da je ta vrh, da je na tem vrhu vse, kar si že dosegel. Vedno obstaja še nekaj več. Hkrati je pa na vrhu vedno prepih. To sem tudi takrat ob nagradi pač povedala. Zato moraš vedno to svoje znanje dopolnjevati, vedno si postavljati neke nove izzive, ne obstati v neki coni udobja, iskati nove sodelavce, nova znanja, nove priložnosti za razvoj, tako da ni nikoli dolg čas. To pa absolutno verjamem. Zdaj, v intervjuju ste dejali, da je za vas na prvem mestu ekipa. Bi rekli, da je bila ekipa tista, ki vam je pomagala priti do vodilne pozicije, ki ste danes? Kaj bi rekli, da je bilo spremljevalna točka na vaši poti do direktorstva? Absolutno je vedno v posla ne moreš delati sam. Vedno je tukaj neka ekipa ljudi, sodelavcev, s katerimi sodeluješ, s katerimi iščeš poti za nove dosežke, nikoli pa ni to odvisno od enega človeka. Seveda, sama sem tukaj tudi veliko pripomogla, ni to, da zdaj pa je to samo stvar ekipa, ampak ključno je tukaj tudi ta samodisciplina, odgovornost, trdo delo, zavzetost, požrtvovalnost, spoštovanje drugih, poslušanje, iskanje nekih novih rešitev.
Hkrati pa ves ta pomoč, sodelovanje vseh ostalih kolegov, ki so pri tem sodelovali, hkrati pa seveda podpora vodji. Ker seveda tudi jaz sem imela vodje, ki so pri tem vedno bili mi v podporo in jih hkrati imam tudi še danes. In vsakega od njih jemljem kot zelo pomemben faktor v razvoju moje kariere v smislu mentoriranja ali pa coachinga. Zdaj od leta 2019 ste torej direktorica SKB banke. Kakšni so vaši cilji za prihodnost? Najbolj pomemben cilj je seveda zdaj, ko se združujemo z Novo kreditno banko Maribor, da seveda speljemo to združitev do uspešnega konca. Projekt je seveda zahteven, postavljamo dejansko največjo banko v Sloveniji na področju poslovanja z krediti in depoziti. Po bilančni vsoti bomo verjetno druga banka, vendar seveda naš cilj je postati najboljša, največja banka ter seveda zagotavljati storitve, ki jih bodo pač naše stranke uporabljale in seveda se nam zvesto tudi vračale. Pa imate morda še kakšne osebne cilje, ki jih želite izpeljati v svoji nadaljnji karieri? Osebni cilj bi jaz rekla, da seveda bi si želela, Zahtevno vprašanje sem postavila, se zavedam. Da bi imela več časa zase. To mislim, ker je ta tempo življenja in dela je zahteven, vzame ti veliko energije, hkrati pa seveda moraš ustrezno imeti ravnovesje med svojim privatnim življenjem in delom. Vedno ga ni, recimo zdaj, ko je tak velik projekt, zahteva to res 100 in 120% angažiranost ljudi, ne samo mene kot vodje, ampak tudi vseh naših sodelavcev. Tukaj jim moraš stati ob strani, ni samo, da so to neke enostavne stvari, ampak zahtevajo veliko angažiranost vseh in to jemlje kar nekaj energije. Tako da najbolj si želim, da bi se ta zgodba končala, da bi si potem vzela nekaj časa, da bi lahko šla tudi na kakšno spet daljše potovanje, katerega sem zdajle že nekaj časa kar opustila. Tudi zaradi korone. Verjamem, ja. To je skoraj da večna enigma, ta work-life balance. Ja, res je. Še posebej, če želiš... Moraš biti veliko samodiscipliniran tukaj. Absolutno. Še posebej, če želiš doseči res nekaj velikega, narediti res nekaj velikega, potem je težko vzpostaviti work-life balance, ki dolgoročno trajnostno deluje, bom tako rekla. Tako je. Zdaj, za konec bi vas pa vprašala, imate kakšen nasvet za študente, ki so danes to, kar ste vi bili pred nekaj leti, pred 2-3 letoma, se ne več kot to, finančnih smeri, na kaj ste najbolj pozorni ob podajanju na poslovno pot? Ko študenti zaključite vašo študijsko dobo na fakulteti, seveda pristopate potem v nek nov svet. Ta svet je seveda zahteva veliko več odgovornosti. Ko pristopite prag podjetja, banke, inštitucije, niste več odgovorni samo zase, ampak ste odgovorni za veliko več. Se pravi za sodelavce, za okolje, v katerem delujete, za podjetje, in seveda tudi za družino, ker v teh časih si potem že ustvarite tudi svoje družine. Tako da to okolje pa seveda postavlja tudi določene izzive. Pri tem pa je pomembno predvsem ta vztrajnost, never give up, bi jaz rekla, ker na tej poti se seveda ni vse premočrtno, se pojavijo tudi ovire, določeni padci in vzponi, in takrat je pomembno, da se znamo tudi iz tega dvigniti in iti naprej. Ker tudi slaba izkušnja je nekaj, kar ti v življenju, v poslovni poti predstavlja neko izkušnjo, ki jo seveda lahko tudi
izkoristiš na način, da se podaš ali na neko drugo poslovno pot, ali najdeš nek drug izziv, ali pa seveda se iz tega nekaj naučiš. To je prvo, se pravi vztrajnost. Drugo bi rekla prilagodljivost. Okolje, v katerem trenutno delujemo, se stalno spreminja. Če samo pogledamo zadnjih par let, koliko je bilo raznih stvari, raznih sprememb, raznih kriz, in na to moramo biti tudi pozorni in hkrati se ustrezno prilagoditi. Tretja stvar je potem pa tudi neka vrsta potrpežljivost. Nič ne pride čez noč. Za vse je potrebno veliko dela, veliko tudi odrekanja, znanja, iskanja nekih novih kompetenc, veščin. Tako da in na koncu vse skupaj poveže, ne. Vztrajnost, povezanost, iskanje nekih skupnih rešitev, sodelovanje, vse to je pač pomembno na poslovni poti. Pri tem pa je pomembno tudi to, da ne iščemo samo dosežkov samo za sebe, ampak da pogledamo tudi, kaj lahko sami pripomoremo k boljši družbi, v kateri živimo. Mislim, da je ta prispevek nas pomemben tudi v smislu, kako lahko mi skupaj živimo bolje. Odlično. Gospa Stečevska, res hvala. Malenkost. Hvala tudi vam.